Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je koordinator projekta z akronimom Bright Future. Tudi mi smo se podobno, kot tudi vi, včeraj ukvarjali, kako naslov posloveniti. Torej, prvi predlog je svetla prihodnost za črna mesta, pri čemer mislimo črna mesta, torej fingiramo na industrijska mesta, torej premogovniška mesta, rudarska mesta, predvsem torej tangiramo na mala industrijska mesta v Evropi. Zdaj, da najlažje v bistvu predstavim, zakaj se sploh gre pri projektu, je mogoče najbolje, da predstavim, bom rekel, dve problemski izhodišči. In potem do tega vas nekako pripeljem, s čim se bomo ukvarjali v tem projektu. Kot prvo, najnovejše, bom rekel, neke študije, recimo ESPON-a, kažejo, da približno 40% Evropejk in Evropejcev živi, bom rekel, v tem umestnem prostoru med velikimi metropolami in pa podeželjem. Torej, 40% Evropejk in Evropejcev živi v malih mestih. Zdaj, pustimo točno definicije, kaj malo mesto je, tudi to so, bom rekel, povsem druge raziskovalne sfere. In vsaj polovica, tudi to so bolj taki, bom rekel, preliminarni rezultati, teh Evropejk in Evropejcev v bistvu dela v sekundarnih dejavnostih, torej v industriji, v rudarstvu, v gozdarstvu in tako naprej. Torej, z tega vidika je to, bom rekel, eno tako polje zelo hvaležno in še precej nedotaknjeno za raziskovanje. Potem je pa tukaj še drug vidik, namreč po drugi svetovni vojni so se raziskovalci in potem kasneje tudi politika precej ukvarjali s storitvami. V duhu takratnega časa, te postindustrijskega diskurza, Williama Bella in tako naprej, je bila prihodnost, ta svetla prihodnost videna v storitvah, v gradnji, v pisarni in tako naprej. Medtem ko se je te industrijske podobe smo se skušali malo otepati, zelo pogosto, tudi recimo v raznih javnih dokumentih, se industrijska mesta recimo identificirajo kot problemska, depresivna in podobno. No, in v našem projektu skušamo, bom rekel, zgodbo zapeljati nekoliko drugače. Mi vidimo mala industrijska mesta, pa predvsem, bom rekel, njihovo zgodovino, torej industrijsko tradicijo, dediščino, ki jo imajo, in pa tudi industrijsko sedanjost kot neko prednost. Mi menimo, in naša delovna hipoteza nekako je, da imajo mala industrijska mesta nek, bom rekel, pomemben človeški in pa tudi družbeni kapital, ki jih lahko usmeri tudi v nek bodoč pozitiven razvoj. In da torej niso, bom rekel, nujno obsojena na nek propad, brezposelnost, socialne probleme in tako naprej. Kaj bomo raziskovali? Nekako imamo 4 delovne pakete. Torej, prvi je mogoče, lahko se sliši malo čudno, ampak v prvem delovnem paketu bomo ugotovili oziroma skušali sploh definirati, kaj malo industrijsko mesto je. Namreč, kot sem že rekel, je to polje precej neraziskano in raziskav na to temo ni. Ne samo kaj je, radi bi jih tudi, bom rekel, našli, torej kje so ta mala industrijska mesta v celotni Evropi in pa tudi kakšen pomen imajo. Namreč, torej pomen znotraj urbanih sistemov, recimo Slovenije, Velike Britanije in tako naprej, ali so pomembna, niso pomembna, torej njihov pomen, kar se tiče recimo ekonomije in tako naprej. In pa seveda tudi v evropskem merilu. To je ta, bom rekel, prvi delovni paket. V drugem delovnem paketu, ki je tudi meni, bom rekel, osebno zelo zanimiv, je, da bomo skušali, kot sem že prej omenil, torej nekako najti, identificirati ta družbeni in pa torej tudi nek kulturni potencial, ki jih mala industrijska mesta imajo. Torej, da ne gledamo na njih zgolj problemsko, ampak da skušamo ugotoviti, katere so njihove, bom rekel, konkurenčne prednosti pred ostalimi prostori, torej večjimi mesti in tako naprej. To je, bom rekel, tudi en tak najbolj interdisciplinaren del, ker bomo predvsem na podlagi teh tako imenovanih case studijev, torej na podlagi posameznih primerov, skušali tudi ugotoviti, kaj je tisto, kar lahko uporabimo. Recimo, naša delovna hipoteza zopet je, da imajo ta mesta v primerjavi z nekimi velikimi metropolami, imajo neko solidarnost, neko medgeneracijsko solidarnost, neko specifično lokalno identiteto, ki jim daje neko prednost in ki se jo lahko uporabi.
Tukaj jaz recimo rad dajem primer Idrije, tak najbolj klasičen primer. Pač najbrž ni neko naključje, da je v Idriji, ki je pač zelo malo mestece, že v slovenskem merilu, kaj šele v evropskem merilu, ki ima dve veliki multinacionalki. Hkrati ima pa neko, bom rekel, zelo bogato rudarsko in pa kasneje tudi industrijsko zgodovino, torej to ne more biti naključje. Torej je tukaj, bom rekel, nek zgodovinski kontekst, nekaj, kar še ne poznamo, nekaj v teh prebivalcih, kar moramo odkriti, da ugotovimo, zakaj pač se je ta dediščina odražala tudi v, bom rekel, tej svetli prihodnosti, ki jo recimo to mesto ima. Tretji del je, tako kot je gospod direktor prej pokazal, pač, da so ti projekti namenjeni ne samo temeljni raziskavi, ampak tudi neki aplikaciji. Je najbolj aplikativen, mora tudi torej za novinarje najbolj zanimiv. Namreč tam bomo skušali identificirati neke socialne inovacije v teh uspešnih malih industrijskih mestih. Socialna inovacija, če zelo kratko, je torej nek ali produkt, ali storitev, ali neka aktivnost, ki vodi v izboljšanje kakovosti bivanja oziroma kakovosti življenja, če sem bolj širši, v nekem malem mestu. In ne nujno, da gre to za neke ekonomske aktivnosti, lahko gre za neko prostovoljno dejavnost ali kakorkoli. In te bomo skušali nekako potegniti, torej skupaj s sodelovanjem lokalnega prebivalstva in jih potem tudi prenesti na bolj problemska mala industrijska mesta, bolj tista tranzitna, torej tista, ki so manj uspešna. Zadnji sklop je v bistvu neka sinteza, raziskovalni sklop, namreč mi želimo v bistvu odpreti nekako polje za raziskovanje tudi malih industrijskih mest. Ti sodobni, popularni koncepti, ustvarjalna mesta, kulturne industrije in tako naprej so izrazito namenjena bolj tem terciarnim velikim središčem in se dokazano niso tako zelo uspešna v bolj manjših industrijskih mestih in tudi radi odprli neko novo polje raziskovanja, hkrati pa dali tudi politikom pa načrtovalcem, razvojnim načrtovalcem neka nova orodja, ki jih trenutno pač nimajo oziroma so zelo omejena. Torej bi radi prinesli naše znanje tudi v neke politične odločitve.